Ja, Aleš Pipan, vstopate v novo leto, v nov del sezone. Kaj rečete, začetek evropske tega? Ja, v sredo nas čaka Bamberg v domači dvorani, začetek drugega dela. Težak nasprotnik. Bamberg je trenutno izredno vroč, dobro igrajo v domačem prvenstvu, izredno kvalitetna ekipa, dobro komponirana, oziroma na vsaki poziciji imajo dva izredno kvalitetna igralca. Igrajo agresivno košarko, veliko tečejo, skačejo, dokaj disciplinirano v napadu, tako da nas čaka v bistvu težko delo. Vendar tudi mi še nismo rekli zadnje besede v tem evropskem pokalu. Seveda sedaj, ker so 4 ekipe v skupini, je vsak domač kiks je lahko usoden, tako da si mi doma, če hočemo razmišljati kakšno napredovanje, ne smemo privoščiti poraza. Vi sicer najraje rečete, gremo tekmo po tekmo, pa vendarle začenja se zdaj ta drugi del, s kakšno ambicijo greste v ta del tekmovanja? Dobro, sigurno ambicije so, da se uvrstimo zopet nadaljnji tok tekmovanja, se pravi najmanj drugo mesto. Se pravi, skupina je mogoče ni atraktivna, je pa dokaj težka, dva nemška predstavnika z eno kvalitetni ekipi, ki veliko vlagajo v košarko, in pa nekako ta francoska ekipa z francoskim stilom košarke, Dijon. Seveda, se pravi, doma se smemo privoščiti poraza, potem bomo videli, kaj bo z tega, kaj bo to prineslo. Kakšno je trenutno stanje? Salin se počasi vrača? Ja, Salin počasi trenira, že pred tekmo Zvezdo je imel 2 treninga, kot sem omenil, v bistvu gre na bolje, vsak dan je boljši, bolj pripravljen, tako da vsako tekmo bomo lahko računali z njegovo večjo minutažo. Kakšen moment bo sicer nadaljevanje evropske sezone, glede na stanje v ekipi, malo verjetno ni prijetno izgubiti zdajle 4 tekme bilo, ne? Dobro, v bistvu, se pravi, kadar se govorimo o porazih, so tu v nizih, ko se zmaguje tekma po tekmo, v bistvu mi ne smemo biti obremenjeni s temi porazi, treba se vsako tekmo dobro napraviti in pa skušati zmagati in prekiniti ta niz. Res je zdaj neko težko obdobje, zato posebej je ta tekma jutri za nas izredno pomembna, kajti z to zmago bi nekako prekinili vse skupaj, dobili dodatno energijo za nadaljevanje, predvsem v ABA ligi. Bamberg ima dosta ameriško usmerjeno ekipo, kako igrati z njimi? Dobro, v bistvu sigurno se neko divjanje ne splača spuščati, res da igramo doma z agresivno obrambo, z nekim pritiskom na zunanje igralce in pa z dobrim skokom nekako neutralizirati njihovo igro. So hitri, imajo recimo 2 izkušenja playmakera, ki se dobro dopolnjujeta. Tudi ta Latvijec Strelnik si igra izredno kvalitetno, izredno dobro, umirjeno, kaj noter igrajo bolj to evropsko košarko. Drugače pa izredno dobro skačejo, so hitri, se pravi, ta defenzivna tranzicija bo izredno pomembna in pa seveda v napadu ne ponavljati teh napak, podajanje žog nasprotniku v roke, ampak igrati na koš, igrati malo bolj sproščeno in pa bolj poletno. Rekel si cilj je na prvih 2 mestov skupini, a vidiš koga, ki bi recimo lahko bil za vami že, ali bo to bitke za način? Dobro, v bistvu, se pravim, kaj več bo jasno jutri, po kakšnem stanju so te ekipe, kako bo te ekipe reagirale v tem evropskem tekmovanju. V bistvu bo, kar gre za skupino 4 nasprotnikov, je vsak koš važen, vsaka razlika je važna, lahko pride na koncu do istega, do kakšnega kroga, kjer bo vsak koš pomemben. Lani smo si zapravili to vsi že takoj prvo tekmo, ko smo doma izgubili z Jeruzalemom neko težko tekmo, to si letos pač ne smemo privoščiti, če hočemo razmišljati o nadaljevanju. Se pravi, jutri je že v bistvu prelomna, ne? Ja, v bistvu je prelomna in videli bomo, kam sodimo v tej skupini. Kajti mislim, da Bamberg trenutno od vseh teh ekip v najboljši formi. Hvala.